Jaz sem Žiga in sem mladinski pisatelj, pa še marsikaj drugega počenjam v življenju. In me tole vabilo na nek način, mislim, da sem že neparkrat vprašal, kako ste mene najdeli za vabilo na tako reč oziroma tako srečanje. Predvsem zaradi tega, ker sem prebral enkrat, oziroma, ker sem tretjič prebral program, da sem se malo bolj posvetil, tudi razumel, čisto odkrit povedan, smo sami domači, da sem videl, zakaj sploh gre, pa sem še dva maila pisal, sem videl, da gre v bistvu za zelo pomembno reč, za bistveno bolj pomembno, kot sem si mislil, ko sem prvič rekel, da ne bom sodeloval. Potem me je začel postajati strah, in dejansko sem rekel, možeš se celo pripraviti na to predavanje za razliko od ostalih. In predvsem tukaj, kar je pomembno, se mi zdi, da najbolj pomembnejši element, ki je, da se dejansko iz teorije lahko kaj pretvori v prakso. In tukaj je v bistvu zadeva, zaradi katere sem močno pristrigel z ušesi in se zadeve lotil res z vsem dolžnim spoštovanjem. Kot sem že dejal, najprej bi se na kratko predstavil, da bomo vedeli, kam kdo paše. Jaz sem Žiga Gombač, mladinski pisatelj, ki se dostikrat tudi počuti izključenega, predvsem iz družbe podobnih ustvarjalcev. Nikakor se mi zdi, da ne pašem zraven. Kakorkoli grem na ta srečanja pa druženja ali kakorkoli, vedno se mi zdi, da sem nekdo, ki je še vedno zunaj, kljub temu, da imam za seboj recimo temu, zdaj pa že 15 let pisanja in pa mislim, da zdaj bo kmalu 30 izdanih knjig. In kakorkoli sem poskušal priti zraven, ali so to objave v revijah oziroma mladinski periodiki oziroma potem kasneje v knjigah, sem nekako naletel na besedo ne, nisi dovolj dober oziroma kdo si pa ti, da boš pisal zadeve. Ampak zato, ker izhajam iz, recimo temu, da se bomo najbolj razumeli, iz Metelkove oziroma iz subkulture punka in pa hardcora, je za mene pač biti tako nekako zunanji oziroma outsider, nekdo, ki se mora sam zgraditi neko okolje, katerega sem vajen. Zato tudi razumem in čutim ljudi oziroma ogrožene, recimo temu, skupine z obrobja, torej z margine, in tudi v svojem, recimo temu, profesionalnem početju. Jaz prihajam iz sveta, poleg tega, da sem mladinski pisatelj, tudi delam v medijih, sicer v komercialnih medijih, ampak tudi s komercialnimi mediji se da narediti kakšne fajn projekte v smislu, torej, da se teorija pretvori v prakso, v smislu, sodelovali smo z Zvezo prijateljev mladine, pa samo iniciativno, mislim, da zdaj že nekih 10 let in več sodelujem s pediatrično kliniko v Ljubljani z najrazličnejšimi iniciativami, skratka, biti prisoten in na nek način vračati družbi nazaj. To se mi zdi vedno pomembna postavka. Tudi ta prva knjiga, ki sem jo izdal, Jastrebov let, vsaka moja knjiga, poleg recimo nekega teksta, dogodivščine zapleta blizu mladini, vsebuje tudi, jaz pravim, neka skrita in pa prikrita sporočila. Prerada zgubijo. Še malo predstavitve, pa se ne bom predolg, da ne bo kdo mislil, da sem se prišel sem prodajati oziroma
predstavljati samega sebe, ampak vseeno se mi zdi, da se malo mozaik sestavi. Glih s tole deklico za živo iz muzeja smo nekako malo bolj tudi upozorili nase v nekih združbah, ki bdijo nad slovensko besedo ali pa slovenskimi mladinskimi pisatelji. Ta je bila pa knjiga, ki je v bistvu, kaj pa vem, mogoče kdo celo jo je prebral ali pa opazil, s kolegoma Boštjanom in pa Samom smo v bistvu napisali eno knjigo. Najprej smo mislili, da bo v teku, ampak je bila še marsikaj drugega kot to. To knjigo pa izpostavljam zaradi tega, ker sem se tukaj začelo oziroma bolj poglobilo prijateljev z dvema posameznikoma, o katerih na teh dolgih tekih, govori se o ultratekih, to so maratoni, teki daljši od 50 km, na treningih in pa na samih tekih ima zelo veliko časa za pogovor in na njem se mi zdi prav, sploh z Boštjanom, imaš zelo primernega sogovornika v smislu stranpoti in pa krivic sveta, ne, v obče. Torej, lahko se pogovarjaš o pridobivanju sintetične nafte v Kanadi, pridobivanju kobalta v Kongu ali pa konec koncev o begunski krizi in dobiš zares neke zanimive teme, izhodišča, pa konec koncev tudi kakšno idejo, ki ti potem pride zelo, zelo prav. Boštjanu se bom kasneje spet vrnil. Torej, vsa ta moja neka produkcija pisateljska se mi je vedno zdelo, da nekaj manjka in ko smo lansko leto pisali, oziroma sem bil povabljen k projektu Beletrine, torej na projektu Fabula in je bil naslov Moč lažnega, sem nekako začel recimo temu pisati tudi bolj angažirano literaturo. Ta govori o otrocih, ki kopljejo kobalt v Kongu, v rudnikih, ki pač jih rado zasuje, skratka nimajo nobenih pravic in so prepuščeni na, rekel temu, občemu pohlepu sveta, ne. Ampak vsi gledamo stran, vključno z mano, kobalt se uporablja za mobilno telefonijo, pa za računalnike, tablice in nekdo ga mora pač pridelati za nas. Tukaj nisem bil dovolj pameten, da bi ponudil neko alternativo. Tudi so me vprašali, zdaj si napisal in kaj zdaj, ne? Opozoril si, zelo slikovit tekst je, Pižama je celo ga primerjal, je celo rekel Boštjan Gorenc, prevajalec Igre prestolov, je rekel, da po tolikih opisih smrti, kakor ima on opravka, kadar prevaja Igro prestolov, je rekel, je ta še posebej takšna, ampak kaj je ta še posebej, recimo temu se ga je dotaknila, ampak kaj zdaj, kaj se lahko naredi, ali se zažene neko iniciativo, ali se naredi neka spletna stran v smislu, ne vem, eni kopljejo vodnjake, Clearwater, ali kaj se da narediti, sem enkrat rekel, ne vem, jaz sem upozoril, zdaj pa na kakšnemu drugemu, da pač to naredi, in ta knjiga je pač nekako obstala v zraku, se je ne predstavili otrokom, jaz upam, da se jih je kaj dotaknila, ampak kar je bolj pomembno je, tekst je bil precej dobro sprejet strani kritiške javnosti in sem dobil nekako pogum za pisanje naslednje knjige, to je pa tudi pač, v kateri sem kar mogel zbrati vse izkušnje, recimo 20-25 knjig, vso svojo, recimo temu, potlačen bes, nemoč nad krivicami, ki se dogajajo in pa prisotnost pač zelo pomembnega človeka, mislim za mene pomembnega človeka, Boštjana Videmška, ki mi je bil, v bistvu je bil nekako tudi on sprožilec, ni bil on tisti, da je prišel pa mi je rekel, zdaj to knjigo, kaj je treba, begunci so tu, kakorkoli, ampak je rekel, da bo zdaj izdal svojo knjigo Na begu, da bi bilo dobro mogoče kaj takega narediti tudi za najmlajše oziroma za otroke, ki so recimo temu še nepopisan list in na katere se lahko se jih nagovori na malo bolj drugačen način oziroma s temo, ki pa le ni tako, kako bi rekel, je precej globoka in pa, kakor smo videli, tudi se nas dotika vseh, tako ali pa drugače, torej o beguncih. Ta prvi konflikt, ki je nastal s to knjigo, je bilo z mano pa založbo, kako to knjigo promovirati, kako to knjigo predstavljati. Oni so rekli, kaj če bi pa raje zaradi javnega mnenja mi o tem govorili, da je to knjiga o prijateljstvu, o sobivanju, o krivicah sveta, begunce bi dali pa v nek drugi plan. In sem rekel, to je glih tako, da bi
ne vem, kakšno primerjavo bi dal, ampak enostavno sem rekel, da ne, da to je knjiga o beguncih. In rekel, ampak so mi rekli, teh knjig je veliko, ne, teh knjig bo zdaj izšlo zelo veliko, to bo zdaj trend, ne, ljudje bojo založbe bojo izdale knjige, prihaja cel val knjig, ne, a te nič ne skrbi, se rekel, ne, kakorkoli bo ta knjiga, kakorkoli bo takih knjig išlo, vedno bo ena premalo, ne. In tudi val produkcija knjig na temo beguncev ni bila toliko velika, kakor se je pričakovalo. Ne vem, če ste vi drugačnega mnenja. Če ima kdo kakšno vprašanje ali pa da se ne strinja, lahko kar sproti dvigne roko, pa se tudi razvija debata, ampak se mi zdi, da jih ni veliko. No. Neli Kodrič Filipič je izdala, mislim, da 2 knjigi, ena je šla še pri Mohorjevi, ampak Neli Kodrič je pač ni na aktualni begunski val jih vezala, ampak jih je vezala na svoje izkušnje dela v azilnem centru, kjer je dela kot prostovoljka, superga, drugega naslova se pa zelo ne spomnim. Skratka, domače literature ni bilo veliko. Tu je mogoče kakšen malo več, ampak vseeno se mi zdi hiperprodukciji na knjižnem trgu pač to ostane neopaženo. Meni se pa zdi glih, da je tukaj priložnost, da se razvije in pa začne razvijati nek dialog oziroma da je to nek sprožilni element dejanj. Zdaj, zakaj NK Svoboda? Od kje sem dobil idejo in pa zakaj sem začel o tem pisati? Malce sem vam na to že odgovoril, kot nekdo, ki ima pač dnevno spremljam tem, kaj se dogaja po svetu, zelo se me dotaknejo krivice. Ne razumem, kako je mogoče to, da lahko ljudje na drugem koncu sveta, ali pa niti ne na drugem koncu sveta, ta hip že v Logatcu, so obdani, ali pa konec koncev mi sami, smo obdani z bodečo žico, nimajo osnovnih pravic in se jih v bistvu glede na to, da so ranljivi, ne pomaga, pa da se jim ne iztegne roka, ampak da se jih še izkorišča v smislu otroške prostitucije, dela, slabo plačanega ali pa sploh neplačanega dela, računanja oziroma plačila na račun oziroma služenja na račun človeške stiske, če damo na klasičen primer, izjemno dragi transferji v gumijastih čolnih iz Turčije v Grčijo, ampak vse te zadeve so se me zelo dotaknile. In ko se je zadeva v bistvu približala našim krajem oziroma to je slika iz Kosa, ki lepo kaže situacijo oziroma je bila sprožilni element mojega pisanja. Jaz pravim, da je ta slika uteleša vse, kar je oziroma precej, kar je narobe s svetom. Na eni strani turist, tam je celo slika, znamenitosti, na drugi strani pa ljudje, ki jih je pač na ta otok pregnala stiska oziroma niso imeli druge izbire. Te so še človni zraven parkirani kot en motiv, ki se mi je zdel zanimiv. In jaz sem rekel, in poleg tega, da se je to zgodilo, tele kamni se mi zdijo kot ena taka lepa ločnica, da se je to zgodilo, so se še nekateri turisti pritoževali, kako da je možno, da se to dogaja, kdo so te ljudje, kva se pa gremo, ste vi normalni, turističnim agencijam so pisali pritožbe in so rekli, to je enostavno, mislim, ja okej, jaz sem na tem otoku bil, vem približno, kako zadeve funkcionirajo in tja so prišli ljudje, ki bi jim bilo treba pomagati. Dejansko sem bil tik na tem, da odidem tja pomagati, že niso bili še tako dobro organizirani, kasneje se je to popravilo, ampak smo pa poslali oziroma organizirali, da so se dol poslali z neko tako luštno iniciativo saj obutev na Boštjanovo idejo, kako jim najbolj pomagati, kaj najbolj potrebujejo, so rekli čevlje, zaradi tega, ker te ljudje zelo veliko hodijo in bojo še hodili, pa čevlje jim pa sprot pobira oziroma jih nimajo ali kakorkoli. Skratka, bilo neko prvo srečanje, se je rekel, kako je možno, da je na eni strani imamo vzhodni, na drugi strani zahodni svet, dva sveta v bistvu na enem, ki mislim, se jih je v resnici več, ampak v tem primeru zelo slikovit, se je rekel, tukaj je nekaj treba narediti in lahko naredim nekaj, kar lahko naredim le jaz, lahko se zbira pomoč, lahko naredijo tudi drugi. Lahko se angažiramo, lahko konec koncev tudi besnimo na tem, kažemo s prstom in pravimo, da se nam bliža konec sveta, da nas bodo te ljudje pač v maniri spletnih komentarjev oziroma odklonilnega mnenja, ampak jaz sem rekel, lahko iz tega napišeš pač knjigo in probaš na tak način mogoče vplivati na koga, da bo bodisi mnenje spremenil, bodisi se bo angažiral na drugačen ali pa na kakršenkoli način v dobro, oziroma da bi se vsaj kakšna krivica popravila, že če se pomaga enemu posamezniku, je to velika stvar, torej če posameznik pomaga posamezniku. In sem rekel, vzemimo fanta iz Ljubljane,
razvajenega, ki ima polno rit vsega, ne, gre z družino na otok Kos, ne, in tam sreča nekoga, ki je tja prišel s čolnom, ne, oziroma je na poti tja s čolnom. Ne. Kaj se zgodi, ko se srečata ta dva sveta, kaj se sproži? Ne. Že ko sem to knjigo pisal, dejansko so mi bile na žalost kakšne stvari res olajšane, ker sem sproti spremljal, ne, kako se je v bistvu krepil odpor, nemoč, zavračanje oziroma kazanje s prstom, ne, ko se je v bistvu to zgodbo nesrečno izkorišča za vse kaj drugega, kakor za pomoč. In sem imel precej lahko delo, ni mi bilo treba delati researcha, ne. Vedel sem pa, kaj hočem sporočiti. Oziroma koga, vedel sem, kaj hočem sporočiti. Torej, ta dva fanta se srečata v neki malo dramatiziranih okoliščinah. Tega našega fanta, torej zahodnjaka, odpihne na morje na eni blazini, ker se skrega starši, on mu pa potem pomaga in ga v bistvu zvleče na čoln in mu pač kljub temu, da nima nič, da je na negotovi poti, utegne, mislim, se mu zdi edina primerna in prava stvar pomagati sočloveku, ne. Ne glede na to, kdo je, kaj je, se ga povleče pač iz morja, z ene blazine, gor v čoln, kljub temu, da je ta prenapolnjen, da ima pač gor neko zelo nesrečno situacijo. Ampak s tem sem hotel pokazati, da ne, ko pride do točke, če nekdo, na primer, bi zdaj izmed nas, pa Bog ne da se to zgodi, no, bi ga bilo treba kakorkoli oživljati, lahko bi vsi, na primer, stran gledali, ne, lahko pa dejansko, mislim, moja tista bi bila takoj, pa verjamem, da tudi vaša, pomagati, ne, ampak se pravim, ne, ni pa to nujno, da se bo res, da bi se to zgodilo ali kakorkoli. V glavnem, ta dva se srečata, fanta se srečata, knjiga je napisana v dnevniških zapisih, torej kratki zapisi, tudi zelo z močnim besednjakom. Za nalašč sem dal temu našemu fantu že sam delam to napako, fantu iz Ljubljane, moč, da preklinja. In to se zdajle, ko hodim malo po šolah oziroma dobim odzive, je otrokom blazno fajn, da on govori pač res, ne šmentana muha pa šmoran ali pa kaj takega, ampak so to konkretne kletvice na pač stvarih oziroma impulze, ki ga zadevajo, ne. In, na primer, mariborski, to je že, na primer, lahko ena izmed prvih praks praktičnega, tudi v praksi bom malo povedal, no. Mariborski hokejski klub oziroma hokejski klub Maribor, zanimiv, jaz prihajam iz Ljubljane, ne, to je pa iz Maribora klub, ne, spet ne, smo lahko naredili en korak naprej, je to knjigo v bistvu vzel za branje, ko se oni peljejo na tekme, ne. Torej, iz Maribora se peljejo na tekmo na Bled, ne, ali pa v Celje, ali pa v Ljubljano, ne, in na avtobusu pač ne zgubljajo časa z igranjem, ali pa tudi malo pustijo, no, ali poslušanjem glasbe, ali kakorkoli, ampak berejo knjige. In potem v teh knjigah debatirajo, ne, kar se mi zdi ena fajn pobuda, ne. In ko so pač mulci vzeli v roke NK Svobodo, ne, nogometni klub Svoboda, se jim je zdaj blazno zanimiv, ne, lej preklinja, super, pa tle, in so šli, sploh niso brali po poglavjih, ampak so brali od kletvice do kletvice, ne. Hkrati je pa ona najprej rekla, joj, čisto sem zgrešila svoj namen, ampak hkrati je pa videla, da lahko tako tudi posreduje, zakaj bi pa pol postavila mogoče malo drugače vprašanja, kaj pa je njega toliko prizadelo, kaj se ga je pa toliko dotaknilo, zakaj pa on, a se vam dogaja kaj podobnega, ker ta fant, ki prihaja iz Ljubljane, ne, govori zelo naš jezik in živi zelo naše življenje, ne. Torej, on ima konec šole in potem gre starši na ta otok in tam se mu potem šele začne dogajati in sreča, tamle najprej eni iz morja hodijo, kaj pa te delajo, mi smo pa šli gledati sončni zahod, nekdo se je pa zdajle s čolnom pripeljal, ampak njih sončni zahod sploh ne zanima, ampak kar nekam grejo, kam pa to hodijo, skratka, gre za zelo naivna vprašanja, ampak so ta vprašanja na mestu. Skratka, dnevniški zapiski, kletvice, medtem ko fant, ki prihaja iz mesta Alepo, iz Sirije, pa je malo bolj mogoče filozofsko naravnjan, ne, je sicer tudi v stiski s časom in pa prostorom, ker svoj dnevnik piše na poti in tudi kakšno poezijo noter napiše. Tako smo jih v bistvu naredili malo različna, ampak ne preveč, ker le nisem hotel, da bi se ta dva karakterja preveč razlikovala, da prihajata iz dveh različnih svetov. Eden izmed ciljev, eno izmed mojih sporočil je bilo, da se to lahko zgodi v bistvu vsakmu, no. Tudi nam se je na primer to zgodilo, nekaj podobnega bi se lahko zgodilo pred 25 leti, njim se je pač to zgodilo zdaj.
V glavnem, te slike, ki so bile nekako navdih za začetek in pa spočetje te knjige. In bolj, ko se je begunski val bližal našim mejam, mislim, ko sem jaz videl te slike, jaz dejansko nisem oklevil in sem rekel, da moram iti na teren opazovati, pogledati in se tudi dotakniti teh ljudi. Jaz sem v trenutku, dobro, res je, ko sem to knjigo pisal, ko sem jo ustvaril, me je tudi Boštjan čedalje bolj Videmškov vabil na teren in je rekel, te knjige ne boš izdal, če ne boš imel vsaj par dni dela na terenu. Ni šans, da jaz ti ne bom pustil, da bi to, ker je potem to blef, vsekakor pa ni to nekaj, kar bi bilo pač verodostojno. In dejansko, to so bile za mene, pa dobro sem že marsikaj videl v življenju, tudi imam svoje, recimo temu 40 let, kaj smo pa že dali skozi, tudi zaradi pač življenja, ki sem ga živel kot kot mulca, ampak kaj tazga, jaz sem se mogel enostavno res iti tja, pogledati, dotakniti, videti, kaj se to dogaja. In se pravi, bolj, ko se je ta val bližal, je tudi kaj plusknil čez naše meje, ker so se pač ljudje ustavili v centrih zbirnih, sem šel na teren in sem tam delal, tudi se kaj pogovarjal. Dostikrat sem se jih mogel dotakniti, če so te ljudje resnični in pa videti, mogoče jim prisluhniti, pomagati, se kaj pohecati. Jaz vedno sem šel s sabo s tako vrečo bombonov, prvič sem videl, da jih tam ni, drugič sem šel pa s tako vrečo bombonov in sem jih dal v žep in sem tam pač tudi veliko otroka. In sem jih dajal, pa zanimivo, nisem jih samo otroci hoteli. Pa so prišli malo večji otroci, pa kakšen starejši, kakšen oče, prišel, če bi tudi on lahko dobil malo kaj sladkega. Skratka, ampak neverjetno. Mislim, še dalje bolj me pa utrdil v prepričanju, da je knjigo treba napisati, izdati. In še dalje bolj nisem mogel verjeti odporu oziroma pisanju pač ljudi, ki so se odzivali na to z nekimi takšnimi nemogočimi primerjavami ali pa dobro, vsi vemo, pač ki so se udejanjali v spletnih komentarjih ali pa potem v zborovanjih ali pa tako naprej. Mislim, sem vedel, da ta knjiga bo prišla, bi mogla padati na plodna tla. In tako sem v bistvu potem tudi najdel ime, čisto po nekem slučaju, Nogometni klub Svoboda. Ta dva fanta se srečata na kosu, oba dva sta igrata nogomet, povezujejo pač ta skupna rdeča nit nogomet, na ključ je glih tudi dres je rdeča, pa rdeča nit. In ko se srečata, ko ga ta reši, on v bistvu vstopi na ta otok kot begunec oziroma nekdo na poti, ker pride iz tega čolna ven, je tudi nastanjen potem v begunskem centru in potem skupaj spregovorita skozi univerzalni jezik nogometa in mislim, se tako v bistvu neka vprašanja se odgovorijo sama od sebe. Kdo je on, iz kje prihaja, zakaj prihaja, najprej tukaj žoga, nedolžna igra, pravila, ki so za vse enaka in nekako spregovori neka povezovalna funkcija športa, ki se je meni zdela tle zelo, zelo pomembna. Idejo sem dobil idejo sem malce predelal, ampak ko sem vztrajno bral, kako posamezne evropske države, recimo temu integrirajo ali pa vključijo begunce v svojo družbo, se me je dotaknila ena zgodba iz norveškega otoka, mislim, da se mu reče Hitra, zelo ime na mestu, bom rekel. In tam so v bistvu tekače od Saharske Afrike v bistvu vključili v tekaško ekipo. In te so pokazali zelo velik talent, hkrati zelo kmalu tudi na prvih tekmovanjih, prvih maratonih, prej niso tekali. Ampak nekdo je dobil, pač je imel tam atletsko društvo, par tekačev in jih je angažiral, jih je povezal v športni kolektiv in so te fantje naenkrat dobili smisel in pa neko, kako bi temu rekli, vlogo, ki jih mi je na konec dneva dala občutek neke vrednosti. Ena punk skupina po imenu Boys Sets Fire, zelo angažirana pa politično naravnana, pravijo, da na konec dneva je treba imeti nek smisel ponosa oziroma te more navdajati ponos. In se mi zdi, da tem ljudem to res manjka. Ampak se pravim, s takimi iniciativami in potem se je rekel, tek je mogoče le malo bolj specifičen, pa ni toliko otrokom, vemo, da ga zaradi krosov ali pa mogoče napačnega posredovanja, doziranja v šoli jim ni simpatičen.
in se rekel, nogomet, to govorico pa bodo razumeli vsi. Ampak, ko sem govoril o teku, sem potem, tudi sam sem navdušen gorski tekač, pa, kot sem že prej rekel, ultramaratonc, in sem povsem naključno letos na Grintovcu spoznal tega elefanta, skrajno desnega, saj vidite, kjer je tale, tudi priimek ima, ne. To je afganistanski begunec Bašir, ki je v bistvu prišel v Slovenijo in nas zastopa v gorskih tekih. Je v reprezentanci, je tako dober, da v bistvu laufa za našo reprezentanco v gorskih tekih, ne. In se rekel, v bistvu se pa že samo od sebe dogaja, ne. Mislim, to je pač primer posameznika, ne, ampak se mi je zdelo krasno in tudi njemu se to ne zdi nič takega, sem pa rekel, kako super, a veš, je rekel, lej, ne, zdaj moram imeti v službo, ne, pač po slovenska se lepo vse zmenila, zdaj se pač vidva in je, mislim, se mi zdi ena taka lepa zgodba. Potem zdaj tlele, napisano, da je to lahko, knjiga, ne. Sama je to lahko mišljena oziroma je tudi pisana z nekim namenom, ne. Tudi zato, da bi prišla na šole mene kot mladinskega pisatelja v okviru bralne značke vabijo na redne nastope. Torej, zdaj jih je sicer malo manj, spomladi pa to pomeni 3 do 4 nastope na teden, lahko tudi na dan. In tukaj na teh srečanjih s šolarji, to je res dvorana, kjer je noter 200, 300 in več šolarjev, se v bistvu lahko predstaviš svoje knjige, govoriš o svoji življenjski poti, zakaj pišeš, zakaj je dobro brati, mogoče žugaš s prstom, jaz to malo drugače vse naredim, ampak vidim, da zdaj na prvih, ker sem tudi jesen nekaj nastopal in ker sem začel govoriti o tej knjigi, da je lahko knjiga tudi dobro izhodišče za pogovor o temah enakosti, prijateljstva, nesebičnosti, empatije. Torej, že ko to napišeš, ko pride v knjižnico, pa res je to zelo različno od šole do šole, lahko to služi kot en pogovor, ne. In tudi ti lahko, ne da bi bila to zdaj neka moja pač osrednja nit, čeprav me čedalje bolj mika, da bi bila, no, zdajle glih pripravljam predavanja oziroma nastope za naslednje leto, ampak se mi zdi tudi, da tlele lahko nagovorimo njih skozi tako zgodbo, no. Čeprav koliko otroke to, koliko se jih to približa, koliko se jih to dotika, koliko jim je to neka tema, ki ni odrasla, ne, vprašanje, no, itak so obremenjeni z vsem možnim, ampak jaz mislim, da na ta pravi način, ker sem ga tudi že počasi naštudiral, je mogoče govoriti tudi o tem. Me pa v bistvu izkušnje iz terena so lahko bodisi pozitivne ali pa negativne. Ena je sigurno osnovna šola, pozitivna je osnovna šola Sežana, kjer so dali to knjigo v domače branje za 8. razrede in se bojo celotno generacijo in bo učiteljica to knjigo brala in potem se bojo o tej knjigi pogovarjali in tudi so mišljene neke aktivnosti, zdaj še sami čisto točno ne vejo kakšne, ampak na podlagi tega, ne, oni so imeli že v prejšnjem letu, mislim, da knjigo V morju so krokodili, ki tudi obravnava podobno tematiko oziroma pač tudi govori o beguncih, tudi zelo taka pretresljiva knjiga. In bojo na podlagi prebrane knjige potem, zdaj ne vem, ali bojo, kaj bojo točno počeli, naredili dramsko igro, se pogovarjali o tem starejšimi, torej starši, kaj bojo točno organizirali. In jaz, ko sem to slišal, sem rekel, okej, ne, učiteljica, super, ne, ampak a se ne bojite te poteze, zakaj, mislim, kako, a se ne bojite odziva staršev glede na javno mnenje, ne. Me pogledala izpod čela in je rekla, no, vi ste sicer zadnji, ne, od katerega sem pričakovala to vprašanje, in jaz sem rekel, čisto zanima me, jaz ne, da bi se česarkoli bal, ali konec koncev, tudi na mojo izrecno željo se mi rihta nastop na osnovni šoli Šenčur pri Kranju, sicer tam še dobro, se še ni toliko daleč prišlo, ampak to sem res rekel, da tam pa hočem biti, če samo tam, ne, in se pa lahko kaj replicirate, oziroma če komu se zdi karkoli, ne, naj kar pove. Ta šola je v bistvu vzela to knjigo za svojo in se bojo na podlagi tega pogovarjali. Nekaj sem pa slišal tudi iz drugih osnovnih šol, pa da že v zbornici v bistvu se, ne, če pride iniciativa, da bi se o tej knjigi, da bi me povabili oziroma da bi se o tej knjigi pogovarjali, v nekaterih drugih osnovnih šolah pa že v zbornici lahko je mogoče slišati kakšen argument, da pa mogoče tega ne bi naredili. Skratka,
Že tukaj mogoče prihaja do nekega konflikta, ampak pač je treba vzeti v zakup. Tale slika, ja. Tukaj so pa v bistvu zdaj, če je ta knjiga kot izhodišče in pa naslavljanje za pogovor, samo pogovor pa knjiga, pa te takšni nastopi ali pa srečanja, kot se danes nimajo smisla, so sicer fajn, ampak nimajo smisla, če ni nekega odmeva v smislu prakse. Še posebej prakse v smislu pomoči in pa integracija teh ljudi v družbo. Kar je zdaj zanimiv moment, kako integracija poteka oziroma kako so te ljudje vključeni v družbo, je samo, če probate danes, zdaj lepo tem srečanju vzeti nekaj oblek pa čevljev, pa ga probate peljati v azilni dom tle v Ljubljano, na Barju, pa probate ta paket dostaviti pač tistim, ki ga potrebujejo. Pač nastala je potreba po teh, po toplih oblačilih, dolgih hlačah, čevljih, ampak da vi dostavite ta paket, je skoraj nemogoče, da bi ga dostavili. Kopica vprašanj, nerazumevajoči varnostniki, neka tudi aroganca ali kakorkoli pričata, da smo še precej daleč od tega, da bi lahko se to zgodilo. To so pač izkušnje iz terena ljudi, ki so v dnevnih stikih z begunci oziroma z temi prosilci za azil in skušajo pomagati na takšen ali drugačen način. Zdaj, na nas pa je, da se v bistvu tale ograja nekako odpre, varnostnike odstrani in da se v bistvu drug z drugim nekako naučimo ali pa pač naučimo živeti, kakorkoli, oziroma da to damo generaciji, ki prihaja za nami naprej. Ta slika je nastala, sem jo v bistvu si jo sposodil, pod narekovaj z dovoljenjem avtorice od včeraj, kjer je bilo v Logaški knjižnici otvoritev razstave prosilcev za azil. In se mi zdi en tak prvi korak, ki bi lahko deloval oziroma bi lahko funkcioniral oziroma gre za delovanje v praksi. Prvi korak, ki sem ga jaz srečal. Torej, za predstavitev njihove kulture, videnja pač nekega odziva na dogajanje okrog knjig. Skratka, otvorili so v knjižnici, Logaški knjižnici njihovo razstavo. Kar se mi zdi fino, jaz sem pa začel razmišljati, kaj lahko bi se dal narediti v smislu prakse, kaj lahko bi se dal narediti v smislu povezovanja, ne samo v smislu nekih hipnih dejanj, izročanja oblek, izročanja čevljev, torej prenesemo paket in potem gremo, saj to je tudi fajn pa super, ampak predvsem nekega početja, ki bi obrodilo sadove na dolge proge. Jaz pravim, da je to tek na dolge proge. Saj tudi mogoče odzivi te nestrpnosti, ki so bili, danes jih je razjezil to, jutri jih bo razjezila, oziroma včeraj jih je razjezil to, danes jih bo razjezila stavka zdravnikov, oziroma jih jezi, jutri bojo pa komentirali spet, Murgle proti Janši oziroma kakorkoli. Ampak dobro, ta tema beguncev, ki je, se mi pa zdi, da vseeno integracija zahteva neko širšo obravnavo oziroma nek tek na dolge proge, neka dejanja, ki se ne bodo zagotovo pokazala z danes na jutri, za katero bo potrebno veliko poguma in pa dela in pa vztrajnosti. Da bi se lahko v bistvu prva stvar, ki se mi zdi, je zagotovo bilo treba nekako umakniti ograje in pa te ljudi povezati z nekimi centri, pač z nekimi središči, z nekimi trenutki, ki jih imamo zdaj tukaj. Tudi vi ste predstavniki, so tukaj, pa gremo kar, zgledom iz dejanske prakse, naprimer, nekajkrat so se pri nas že zgodile turnirji nogometa, nogometni turnir, kjer so igrali mešane ekipe druga proti drugi in tu se mi je zdelo tako fantastično, mislim, krasna ideja, s tem, da bi lahko naprimer že te šolajoče otroke vključili v sistem lig, ki jih je naprimer v osnovnih šolah dosti. Ne, da bi bili oni ena ekipa, pa potem, da bi igrali pred slovenskim mešana ekipa. Danes sem se s svojim sinom pogovarjal in rekel, kako bi jim pa jaz kaj povedal, če se ne bi razumeli. Ja, lej,
I'm here, tle, dodej, podej, odkrit sem, lahko bi mi skratka, fantje vemo, no, kako to gre, no, že pokažeš, že poveš in se odkriješ in potem ne, ob zadetku gola se potem samo od sebe sprošne neka reakcija, ja, kaj se fantje objemamo. Jaz sem mislil potem športi, ki so malo drugačni, naprimer plezanje je en tak frikovski šport, utrgan za mene, neko lovljenje svobode, odvisen si sam od sebe, hkrati je pa to, ki si pod steno zelo povezovalen moment ima, ne. In tudi traja nekaj časa, da ti napreduješ v plezanju, se mi zdi neka krasna zadeva. Konec koncev turnirji iz metanja balinčkov, zakaj pa ne, a ne. Tam je sploh bila zanimiva, mislim, da danes ni nobenih gasilcev, pa nas, ampak ta bi se mi zdela sicer mogoče malce drzna za Slovenijo, a ne, ampak vseeno spravim, da je treba težavo zagrabiti pri glavi, pač, da se bi jih dali zraven gasilcem, a ne, mladim oziroma tem prostovoljnim gasilcem, društva, ki tekmujejo med sabo, povezanost, nekako tekmovanje, odvisnost, team player, torej delovanje v skupini, tukaj potem oznake ti, oni, mi, vi izginejo, ne, je samo cilj. Ideja je, da se mogoče naredi band, skupni band, mislim, da se ustvari rockovska glasbena kakršnakoli skupina. Glasba je spet ena govorica, ki jo razumemo po celem svetu, a ne? In lahko tudi oni doprinesejo svoj kamenček v mozaik drugačnosti in pa unikatnosti te glasbe, plus lahko se organizira turneja, ne samo slovenska, tudi ne po Evropi, ne. Skratka, na Perpetuum Jazzile pa vemo, da so zadeve razprodane, ne, da so imeli pravkar razprodan koncert v Cankarjevem domu. Ljudje to radi poslušajo, govorica glasbe je lahko glasnejša, kot omogoča ozvočenje. Ena zadeva, ki zelo funkcionira, pa vem, da imajo otroci zelo radi, je noč v knjižnici. Gre se za prespad v knjižnicah, vsak lahko predstavi knjige oziroma nekdo povezuje ta dogodek. Razstava na prostem, zakaj pa ne bi narediti skupnih slik, naprimer, če si dovolim provokacijo, skupnih slik slovenskega in pa naprimer sirskega otroka in jih razstavili naprimer v središču katerega kraja v Sloveniji. Zakaj pa ne, naprimer, kakšnega, ki so protestirali proti postavitvi, naprimer, zbirnega centra pri njih, ne. Pa naj strgajo potem, ne, skupen, no, da ne bi navajal, no, ampak ta se mi je zdela ideja taka zanimiva. Ideja, naprimer, kuharija, ne, kuhanje, resničnostni šovi, smo jih zelo radi gledali, naprimer, Gostilna išče šefa, tudi to je, naprimer, nekako trendovsko je v modi, biti za enim pultom pa pripravljati različne jedi, ne. S tem, da se pripravi tudi njihove in se jih tako spozna, ne. Plesne delavnice, dramske igre, tekmovanja o talentih, konec koncev tudi malo bolj drzna, ne, povezovanje, ne vem, probajmo iti v knjigo rekordov po največjem, vem, da so ga probali delati okrog Blejskega jezera, zakaj pa ne bi tudi skupaj delali in pa se, ne, več nas je, močnejši smo, da to pokažemo tudi v praksi. Zdaj sem me opozoril, da sem že malo preveč predolg časa govoril, oziroma da se naš čas oziroma moj čas počasi izteka. Pač, kar sem hotel vam nekako povedati je, da lahko pač tudi je moja, mislim, početje kot mladinskega pisatelja, dobro, te pot pelje marsikam, oziroma stopaš, spoznaš, vidiš in doživiš marsikaj, ne. In se mi zdi, da lahko tudi na tak način vzpodbujaš in pa prenašaš neko svoja spoznanja naprej, torej, da imaš tudi neke ideje in pa jih tudi konec koncev udejanjiš v akciji, ne, pač v praksi, ne. Zdaj, moja pot bo sigurno naprej, ko bo vodila, bo nastopanje po šolah in pa predstavljanje tudi te teme otrokom in pa pač pozivati k temu, da smo vsi v bistvu otroci, če rečem, da med nami ni nobenih razlik, no, da smo samo konec koncev ljudje, včasih potrebuje pomoč en, včasih potrebuje pomoč drug in enostavno se nam pa ne sme zgoditi, da bi pač nekdo potrebuje pomoč, pa kakor naivno se to sliši, ne, nekdo ob tem pogledu stran pa se naredil spet kako neprimerno Francoza, ne. Tako, to bi bilo pač nekako moj del. Najlepša hvala.